Tam enkrat 51. leta. 51. ja. Jaz dol na reki. Jaz, ki z njim zajemajo vodo za elektrarno, za vse te kraje, pa tudi za Kerik. A tole je pa tvoj oče, a ne? Je, ja. Meni se zdi, da je tudi tvoj stari gor. O ja, pa res. Valerij, poglejte si tole. Tole je stari mak. Tole je pa Brendanov oče, Paddy Byrne. To je bilo takrat, ko je bila slavnostna otvoritev jeza. Celo red so takrat imeli. A ne, Brendan? Pa kakšno, ja. Saj ste čisto čito podobni, vi pa ne. On je čisto po mami, izrezan mangan. Lejlej, kaj za en je pa tole v kratkih hlačah? A to ste vi? A se hecate? Tale buča debela na konjskem vratu? Opustite izrazu. Žak je, to je Žak. O, Marička, koliko ste pa bili stari, Žak? Kakšnih 7. Nikoli ne bi uganila, da ste to vi. A se hecate? Tako betico pa res tako izpoznaš, ni važno kje. Malo je manjkalo, da ga ni fotograf lepo prosil, naj gre kar domov, ker bi mu drugače plošča počila. A ni bilo tako, Žak? Ja, točno tako. Tvoj oče pa malo je manjkalo, da mu ni kar objektiv zlezel, veš. Veste, Valerij, moj oče je bil steber celega okoliša, pa ni imel nikoli noben nič proti njemu. Edino kakšni taki kreteni kot tale. To imaš pa prav, Fimbar. Zato pa grem jaz zdaj malo praviti ob kakšen steber okoliša. Aj, Marija, pomagaj. Kako je težek. Kje je bila pa ta posneta? To je pa pogled dol na Kerik. Tukaj od nas čisto z vrha. Kakšen krasen razgled. O ja, bi skoraj rekel, da je tam eden najlepših, če ne celo najlepši razgled, kar jih je tukaj, a ni tako? Je, res je. Ja. Ne, sigurno, da je res. Veste, kako Nemci radi tukaj okrog lazijo. Od dol iz kampinga pridejo, vse prehodijo. Veliko jih prihaja, res. Pravijo, da je tukaj gor najbolj slikovito daleč naokrog. Kaj da je že nekaj bilo tukaj gor? Se ni nekaj govorilo, da so tukaj gor vile, da imajo vile svoj grič? Nekaj takega, ja. Vile svoj grič? Nemci so čisto nori na take reči. No, saj gor je res. Drevesa tako v krogu rastejo. Se spomniš? Ja, kako da je že bilo? A ne obstaja neka zgodba, nekaj o vilinski poti, kdo je že včasih vedno pravil? Žak bo vedel, on pozna vse zgodbe. Veliko takega je tukaj okoli, Valerij, veste. Ti kraji so še polni starih običajev in takih reči. Žak bo vedel, kako je. Ampak, saj ti žim, jih pa tudi nekaj veš starih štorij. A ne da jih? Žak bo bolj točno vedel. Veliko zanimivega je tukaj okoli pri nas, veste. Tole je pa samostan. Zdaj je že malo več za videti. Kaj so že imeli enkrat tam? Kdaj je že to bilo, Brendan? To je bilo nekaj okoli 1500 pa še nekaj. Škofovsko sinodo so imeli. So prišli škofi od posod in so imeli tam svoje zasedanje. Tako kot takšen... Veste, Valerij, mesto je bilo takrat precej pomembno, tako pred par stoletji, kot glavno mesto grofije je bilo ali kaj takega. Kakor sem rekel, veliko zanimivega je tukaj pri nas, Valerij. A ne, Žak, zdajle smo se ravno pogovarjali, da ti gotovo veš, kako je že nekaj v zvezi z vilinsko potjo. Z vilinsko potjo? Za 2 minut grem na skret, vi pa ta čas tudi par minut vas človek ne sme pustiti samih, no? Jaz sem, Valerij, začel pripovedovati o vilinskem griču, pa kar je še takega. Ampak daj, ti povej tisto zgodbo o vilinski poti, kje je že to bilo? A jo res hočete slišati? O otrocih? Tako malo za hec. Valerij, jo povej. A veš, čigava hiša je bila tista? Čigava? Hiša More Nilonove je bila. Morina hiša.
A vidiš, ti je že potegnilo, ne da? Sem čisto pozabil, da bila to Morina hiša. Ja. Stare zgodbe, Valerij, nič drugega. Nič hudega, me zanima. Prazne marne so, nič Da mi ne takega. bo zdaj gospod čisto prestrašil. Ja, če ni tako groznega. Nič hudega, res me zanima. Tukaj okrog se govori vse mogoče, polno raznega sranja, pa to še čisto nič ne pomeni. Je pa ta zgodba prav krasna. Saj je čisto kratka. Malo pa je zvečer Mora prihajala sem. Tamle je sedel. Koliko je bila stara že, ko je umrla? Kaj bi rekel, blizu 90. Ja, bila je pa od sire taka nabrita ženska. Čisto, niti en kolešček v glavi je ni manjkalo. Niti malo ni bila nasmešana. In prisegla je, da se je to res zgodilo, ko je bila še čisto majhna punčka. Vse življenje je živela v tisti hiši. Starejše brate in sestre je imela. Ona je bila najmlajša, ja. Njena mama... Brajdi, ja. Njo so tudi vsi poznali na tem koncu. Vdova je bila. Ta jih je šele imela za ušesi. Rada se je hecala, tako da je komu večkrat kaj uspičila. Tako. In Mora je zmeraj pravila, kako je ona, kako je Brajdi, ko je bila še čisto majhna punčka, večkrat nahecala ta starejše otroke. Kaj jaz vem? Tako da jim poskrila obleke ali pa kaj podobnega. Ali pa jih je hecala, kaj je kakšen fant, tako mimo grede na cesti rekel o kakšni od njenih punc. Kakšen, ki je rad videl. Ali pa kaj je kakšen fant rekel o kakšne od njenih punc, ne da. Ali pa da bo ta in ta prišel s kakšnim malo v vas. Sedela je spodaj, v hiši in upila gor. Eden je pri vratih. Zmerom je pravila. Eden je pri zadnjih vratih. Ali pa eden gre. Kar tako nekaj. Ampak ni bilo nikogar nobenega. Ne zunaj, ne pri vratih. Tako da so se jo že navadili. Navadili so, da se rada heca. Mora je pa lepo pravilo, kako je bilo eno soboto zvečer, tam enkrat leta 10 ali 11 je bilo, ko so se starejši napravljali na ples ali nekaj takega, kar so že imeli v tistih časih. Mati njihova, Brajdi, se je pa kar naenkrat pojavila na stopnicah in rekla: a ne bo noben odprl? Oni so si pa mislili svoje. Ja, vi se kar hecajte, kaj pa naj bi si drugega? Ampak ne. Brajdi je šla dol po stopnicah in odprla vrata. Zunaj pa nobenega. Nič ni rekla. Tudi besede ne. Kot da ni vse skupaj nič. Čisto tiho je bila. Mora je rekla, da je dobro vedela, da je nekaj narobe. Da se mamo ne hecajo. In pozneje, ko so bile same, je Brajdi Moro hitro poslala spat, tako že zelo zgodaj. Takrat pa ne. In Mora je zmeraj pravila, da se tistega večera tako dobro spomni, ravno zato, ker je ni poslala spat. Ni hotela ostati sama, Valerij. Zdaj sama, veste, Valerij, v tistih časih niso imeli elektrike ali pa kaj podobnega. Ni pa je hujše teme, kot je tema po zimi, po noči, takole na deželi. Ja. Pa pihalo je tudi zelo. Veter je zavijal in tulil, da se je slišalo spodaj pod vratah, kot bi eden pel. Taka noč je bila takrat. Vam dobro predočil, kako je bilo? A se mene zdi, ali se Fimbar reži malo trese, no? Viski pa pide do konca, bi rekel, da te ne bo škodil, no? Nič ti ne skrbi zaradi mojega viskija. Malo pa pretiravaš, Žak, ko takole nateguješ. No.
To je tako treba. Če hočete nekaj od tega, pri taki stvari je vse važno, vsaka malenkost. Se pravi, oni dve kar sedita. Brajdi gleda naravnost v ogenj. Nekam tiha je. Vsake toliko časa pogleda Moro in se ji nasmehne. Mora je rekla, da so imeli mamo oči malo lažne. Ja, kar naenkrat se pa zasliši. Dan trka po vratih. Tako da Mora reče, a gremo odpret mami? Brajdi pa reče, ne, gotovo se ju hoče kdo malo nahecati, pusti. In potem ni nikoli več trkalo. Ja, in ja, še to, v tistih časih Valeri niso imeli kuhne v hiši. Tam, ki je zdaj prizidek, tam sta bila zadnja vrata, ki so se zapirala z enim majhnim zapahom. In točno tam je čez čas spet potrkalo. Zelo potihem je pravila Mora. Ja, in zelo nizko dol. Ne tako visoko, kot če bi potrkal kakšen odrasli moški ali pa ženska. Bolj takole. Tako da Brajdi spet reče, pusti, ne bo nič, eden se malo heca, boš šel stran. Potem pa potrka po ognju. Se ni čisto nič vem videla. Je bilo tako temno. Brajdi pa jo ni pustila, da bi šla bližje. Ogenj je začel ugašati, ampak Brajdi ni hotela po drva, zato ker so jih imeli zunaj drvarnici. Tako da sta obe kar sedele. Pozno je že bilo, dokler niso vsi prišli nazaj. In kaj je bilo pa tisto? Torej, mama ni pustila, da bi nič nobenemu povedali. Pač pa je pozneje, ko sta bile spet same, prišel župnik in blagoslovil vsa vrata in okna. In po tistem ni nikoli več trkalo. Veliko let pozneje je pa Mora slišala od starejših ljudi tukaj, da hiša stoji točno tam, kjer gre čez Vilinska pot. Saj ni ravno pot, kako je to, no? Tako, ja, kot ena taka smer, ja. Začne se gor pri griču na vrhu Brendanovega sveta, potem do Relca in mimo samostana dol do zaliva, do tam, kjer je tista prodnata plaža. In po legendi so se vile hodile tukaj čez kopati v morje. A zdaj vidite, hiša More Nilonove stoji točno na tej Vilinski poti. In bile, kaj, so hoteli skozi? Nekaj takega. Ni pa po tistem nikoli več nič trkalo. Razen v 50 letih, ja, ko so začeli graditi jez. Tam je spet malo trkalo. In cel kup mrtvih ptic so našli v živi meji. Tako je to. Taka ta štorija. Saj vas to zdaj ne skrbi preveč, Valeri, kaj? Prazne marnje so to, čisto nič drugega. Na tem koncu je vse polno takih zgodb. Tako bi rekla. Jaz že mislim, da nekaj mora biti na tem. Čisto res tako mislim. Ja, kaj jaz vem? Škodovati pa tudi ne more, ena taka stara štorija, kaj pa to taka? Nekaj pa je res. To po pravic povem. In sicer to, da te po njej dobro zažeja, a vas ni? Kaj boste? Valerijo, boste še kaj spila? Dajde, no. Veš, da bo Brendan. Ne, ni treba, saj je ta čisto v redu. Tako je treba, kar po domače, ja.
Bimber, eno veliko.